V drugem delu oddaje pa o CERN-u, Evropske organizaciji za jedrske raziskave. Slovenija je pred dnevi postala njena članica in jutri bodo v Ženevi pred sedežem CERN-a dvignili slovensko zastavo v čast naši državi kot 25. članici Evropske organizacije za jedrske raziskave. V Ženevi bosta na slovesnosti tudi predsednik vlade Robert Golob in minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. Slovenski znanstveniki so že doslej sodelovali pri pomembnih raziskavah CERN-a, tudi pri enem največjih znanstvenih dosežkov našega časa, odkritju Higgsovega bozona pred 12 leti. V Ženevi je tudi naša ekipa z Adrijanom Bakičem. CERN je vodilna svetovna raziskovalna ustanova na področju fizike delcev. Ustanovljen je bil pred 71 leti na meji med Švico in Francijo, združuje pa prek 17.000 raziskovalcev iz več kot 100 držav. Plod odkrivanja neznanega v eksperimentalnem laboratoriju za fiziko delcev so denimo napredni skenerji za diagnostiko ali pa razvoj svetovnega spleta. Tole je računalnik, na katerem je bil prvi spletni strežnik. Raziskovanje prinaša rezultate, je prepričana doktorica eksperimentalne fizike Neža Ribarič. Čist vsak korak, ki ga naredimo v fiziki delcev, se pokaže nekje. In zdaj ta nekje, če ne bi imeli pospeševalnikov, mogoče nikoli ne bi imeli pač terapije, recimo za zdravljenje raka. Potrebna sta torej čas in potrpežljivost ter veliko znanja. When the electron was discovered 100 years ago, it was utterly useless. Now we couldn't do anything without electronics. Tu so v velikem hadronskem trkalniku 27-kilometrskem obroču za pospeševanje delcev, ki so ga prvič zagnali leta 2008, prišli tudi do enega največjih znanstvenih prebojev 21. stoletja. Potrditve obstoja Higgsovega bozona, ključnega delca za razumevanje delovanja vesolja. To so dosežki, ki jih do neke mere omogoča genialnost človeškega uma, na drugi strani pa zrelost tehnologije. 12 let pozneje v CERN-u želijo razvozlati skrivnost temne snovi v vesolju. And we have no idea what dark matter is. And so the Higgs boson may be the only communication between the visible particles we know of today and this dark sector of particles that has yet to be discovered. CERN je simbol multikulturnega povezovanja in stičišče razvoja novih tehnologij, kjer znanje pridobiva na tisoče študentov. Vsak prinese nek nov pogled, neke sveže ideje, mogoče kako nenavadno idejo, ki potem pač premakne vse te stvari. Impresivno znanstveno središče, kjer iščejo odgovore o svetu okoli nas, pa je pred novimi izzivi. ZDA, čeprav niso članica CERN-a, ampak opazovalka, so že desetletja tesno vključene v raziskovalno delo. Trumpova administracija pa je za prihodnje leto napovedala korenit rez v financiranje velikega hadronskega trkalnika z lanskih 20,5 na 12 milijonov dolarjev. Med ključnimi dosežki CERN-a je odkritje Higgsovega bozona, osnovnega delca vesolja leta 2012, pri katerem je sodeloval tudi naš gost, dr. Borut Kerševan. Lepo zdrav, v nocojšnji oddaji govorimo o CERN-u, eni najpomembnejših znanstvenih ustanov na svetu. Pred njenim sedežem bo jutri zaplapolala slovenska zastava. Začetek malce bolj osebno vprašanje, kaj to pomeni za vas, dr. Kerševan? Ja, pozdravljeni. Hvala za vprašanje. Tukaj gre seveda za to, da se bomo lahko Slovenci po res 10 letih truda usedli, enakopravno usedli za mizo z ostalimi razvitimi državami in lahko enakopravno sodelovali ne samo pri današnjih raziskavah, kar že počnemo, ampak tudi pri odločanju o prihodnosti, o naših novih ciljih, novih izzivih in podobno. No, ampak kako je odkritje Higgsovega bozona spremenilo raziskovanje fizike delcev in tudi v bistvu naše razumevanje vesolja? Odkritje Higgsovega bozona nam je pač odgovorilo eno od bistvenih vprašanj in to je, kako je nastala masa, ki jo imamo vsi okoli nas in vesolje je zaradi tega takšno. In zdaj, ko smo to, lahko rečemo po domače, odkljukali, se pravi, ko smo odgovorili na to vprašanje, se lahko preusmerimo in seveda znanost se je preusmerila na naslednje vprašanja, kot so naprimer obstoj in razlaga temne snovi v vesolju, ki je naslednje veliko vprašanje, na katerega je nujno treba odgovoriti, zato da bomo naše vesolje zares razumeli. No, najpomembnejša ustanova CERN-a je hadronski trkalnik, v katerem pa ustvarjajo okoliščine velikega poka, torej začetka nastanka vesolja. Ampak kakšne raziskave zdaj potekajo v trkalniku, kje pričakujete ta največji preboj? No,
po eni strani poskušamo čim bolj natančno izmeriti lastnosti tega novo odkritega delca Higgsovega bozona. Mi smo ga pred 10 leti odkrili in v naslednjem desetletju smo zdaj to pač natančno raziskali, zato da ta pojav lahko vedno bolj in bolj natančno razumemo, kar je bistven del našega razumevanja sveta. Po drugi strani pa seveda poskušamo odkriti nekaj novega, no zadnje to je naš izziv. In eno od teh stvari je natanko ta temna snov, razlagali tega in naši cilji v naslednjih letih in desetletjih so potem zdaj usmerjeni v to smer in upamo seveda na ustrezna, zanimiva, nepričakovana in seveda spektakularna odkritja, kar se znanosti tiče. O kateri bomo seveda poročali tudi v naši oddaji, ampak pogledajte, znanstveniki več kot 100 držav sodelujejo v CERN-u, tudi Slovenije. Kaj konkretno je naš znanstveni prispevek CERN-u? V Sloveniji smo že desetletja enakopravni sodelavci pri fizikalnih raziskavah in seveda tukaj smo prispevali tako k razvoju detektorjev, kot razvoju novih metod za obdelavo podatkov. Skupaj smo sodelovali tudi pri samem tem končnem odkritju Higgsovega bozona. Dejansko smo zelo učinkoviti na različnih področjih, od računalništva do detektorjev, do osnovne fizike, tudi teoretične fizike. Poskušamo dati naš doprinos in mislim, da nam to kar dobro uspeva. No, poglejte, znanost dejansko vsak dan spreminja življenje ljudi. 20 slovenskih podjetij že sodeluje s CERN-om. Na katerih področjih so raziskave v CERN-u v zadnjih letih prinesle največ praktičnih rešitev in ne govorim samo o spletu? No, seveda vsi poznajo svetovni splet, ampak seveda zgodba s tem ni zaključena. V CERN-u se je začela tudi vsa zgodba o zaslonih na dotik, naprimer, ki jih vsi uporabljamo. Predvsem pa se v zadnjih letih te tehnologije, ki jih uporabljamo tukaj, prenašajo v medicino. Se pravi, pospeševalniki, ki smo jih razvili v CERN-u, se v zmanjšani obliki uporabljajo zato, da se obseva paciente in se tako zdravi raka. In je to potem dostopno širšim množicam. Ravno tako detektorji, ki jih uporabljamo tukaj v fiziki delcev, se zelo uspešno uporabljajo v medicinskem slikanju, za odkrivanje bolezni takšnih in drugačnih. In podobno, tudi vse tehnološke rešitve, ki jih imamo tukaj, recimo v zvezi z računalništvom, metodami strojnega učenja in podobno, se vse prenaša v tehnologije, v inovacije in s tem se izboljšuje kvaliteta človeškega življenja. Za konec še mednarodno politično vprašanje, ne morem iz svoje kože, kako nemirno in nepredvidljivo svetovno okolje vpliva na znanstveno delo? No, seveda vpliva. Mi čutimo tako spremembe v financiranju kot v dostopnosti znanosti po različnih državah. Vse skupaj je gotovo nekaj, kar na znanost vpliva, ampak vendarle mislim, da je vredno poudariti, da znanstveniki poskušamo to preseči, kjer se le da in če se le da, zato da ohranjamo ustrezno komunikacijo, znanstveno sodelovanje in poskušamo ohraniti medčloveške odnose na tem področju, tudi z pogledom v prihodnost, ko se bo marsikje, upam, te razmere izboljšale. Dr. Kerševan, najlepša hvala. Hvala tudi vam.